pozdravljeni internet, tukaj v tem filmu Tako in drugače. Danes bomo govorili o Levjem kralju. Kaj? Je kaj narobe? Levjem kralju. Ja. Kralj džungle, Kimba, Levji kralj. Vi ste mislili tega Levjega kralja. Pa veste, da ta Levji kralj v bistvu obstaja že od leta 1950, se pravi, je star skoraj 70 let. Ne, niste vedeli? No, pa vas naj malo podučim. Osamu Tezuka, to je bil avtor mang. Manga je tole, posplošeno bi lahko rekli japonski strip, bere se z leve proti desni. Najbolj znana manga njegova je Kimba, Beli levček in pa Astro Boy. Po njegovih manga so naredili tudi risane serije. Tale je čisto prva risana serija Kimbe, ki je iz leta 1965. Leto kasneje je sledila še ena, malce spremenjena, dizajn, 26 epizod, ta je imela 52 epizod. Pol je bilo kar nekaj let pauze, 1889 smo dobili še eno serijo z 52 epizodami in leta 1997 smo dobili celovečerni animirani film, ki je trajal 100 minut. Zakaj pa govorim o Kimbi, ko sem rekel, da bom govoril o Levjem kralju? Ker ste mogoče nekateri že opazili, da je veliko podobnosti med Kimbo in pa Levjim kraljem. Mogoče začnimo samo pri zlobnežu. Scar ima brazgotino na očesu, Kimba Krempel ima brazgotino na očesu. Ali uganete, kdo pomaga Kremplu pri njegovih zlobnih načrtih? Hijene, ki so tudi comic relief. Tu je pol še tudi pametna opica, v primeru Levjega kralja Rafiki, v primeru Kimbe Daniel, tako. Potem imamo tudi papigo, oziroma ptico, pri Kimbi je to Pavli, pri Levjem kralju je to seveda Zazu. In oba imata približno enako nalogo, da poročata kralju o stvareh, ki jih pač vidita med tem, ko letita, ker imata to prednost, da lahko letita. Kontroverzno je vse skupaj postalo tudi zato, ker Disney ni nikoli priznal, da bi ga lahko navdihnil Kimba. In kaj je najbolj zmotilo je, če se spomnite, ko je Disney leta 1994 delal promocijo za Levjega kralja, je na veliko obešal, da je to prvi njihov film, ki je izviren, se pravi ne bazira na nobeni pravljici, knjigi ali zgodbi, že obstoječi. Hello, I'm Michael Eisner, head of the Walt Disney Company. The Lion King is unique. Unlike our other Disney animated features, The Lion King is not based on any previously published fairy tale or literary work. It's an original concept that was developed in the story department of Disney Animation. To je seveda laž, če naredimo primerjavo, tukaj lahko tudi vidite direktno primerjavo z Goro Pride, prav tako v Kimbi Gora Pride. Res toliko je podobnosti in to so v bistvu opazili tudi drugi mediji, recimo v Simpsonovih, če se spomnite, je ena scena, ko reče mrtev Mufasa svojemu sinu, Kimba, maščuj mojo smrt, pa reče, ups, Simba, maščuj mojo smrt. You must avenge my death, Kimba. I mean, Simba. Prav tako Matthew Broderick, ki je glas posodil Simbi v Levjem kralju, je priznal, da je na začetku prvih nekaj audicij mislil, da je na audicijih za Kimbo, ker jo poznal iz otroštva. In tudi jaz sem odraščal z Kimbo in ne z Levjim kraljem, ker ko je Levji kralj šel v 94, še jaz nisem bil star niti 3 leta. To pomeni, da me dosti bliži Kimba, ki je išel v Sloveniji na 4 videokasetah, jaz imam 2 od teh, slovensko sinhronizacijo, na vsaki so bile 3 epizode, drugače celotna serija, ta iz 1965, se je pa vrtela na Pop TV-ju v jutranjih urah ob sobotah in nedeljah. Tam nekje 1998-99. Zanimivo je tudi, da Osama Tezuka je Disneya spoznal leta 1964
ker se je Disney zanimal za njegov anime, oziroma za njegov mango Astro Boy, o enem robotku, ki ga naredi en znanstvenik in potem njegove pustolovščine. Tako da izgovor strani Disneyja, da gre zgolj za naključja, je zelo bizaren. Se je Walt poznal delo Osame Tezuke. Še ena zanimivost pa je, da Levji kralj šel v produkcijo leta 1989, kar je natančno takrat, ko je umrl Osamu Tezuka. Se pravi, počakali so, preden so vse skupaj dali v produkcijo, da je umrl originalni avtor Kimbe Belega Jočka. Je pa res, zdaj pa pride do tega. Levji kralj je vseeno odličen film, ampak vse, kar hočem povedati je, da Disney bi moral priznati navdih Kimbe oziroma vsaj Osame Tezuke. Je pa res, da imata obe stvari tudi veliko razlik. In prva razlika je, da pri Kimbi nastopajo ljudje zelo tako buckastimi nogami in rokami, to je značilen stil za Osamu Tezuko. In pa v Kimbi nastopajo tudi bizarni mutanti, kot je leteči tiger, mamuti, sredi džungle. Kimba je tudi zelo čuden, bi lahko rekli, ker hrani kožo svojega mrtvega očeta in jo sprašuje za nasvete, ko se ne more odločiti, kaj bi storil. Tako da je veliko razlik, ampak je veliko, morda celo preveliko podobnosti. Tako da jaz sem odrastel s Kimbo, zato sem jaz povedal svojo zgodbo o pravem Levjem kralju. Zdaj bo pa svojo zgodbo o pravem Levjem kralju povedal kdo drug kot Vič Teh. In potem vi na koncu videa sami odločite, kdo je pravi Levji kralj. Simba ali Kimba? Levji kralj je animirani spektakel, ki je v 90-ih letih uspel studio Disney znova okronati za kralja risanih filmov. Ne samo, da je film rušil rekorde na blagajnah, tudi kritiki so se bili enotni v mnenju, da gre za enega najboljših animiranih filmov vseh časov. Če to drži ali ne, prepuščam vam, je pa dejstvo, da je Levji kralj vizualna poslastica, ki pojmu spektakel vdihne novo življenje. Vsak prizor v filmu je namreč poln živih barv, širokih planov prostrane afriške divjine in sapojemajočih akcijskih prizorov, ki gledalca nemudoma posrkajo v dogajanje. Zgodba filma je v osnovi poenostavljena različica tragedije Hamlet, kjer se mora lev Simba, sin kralja živali Mufase, po očetovi smrti, katero zakrivi njegov hudobni stric Scar, naučiti pomembnih življenjskih lekcij in se soočiti z demoni iz preteklosti. V samo zgodbo so vložene tudi odlične pesmi, ki večkrat prevzamejo funkcijo pripovedovalca, vsaka izmed njih pa dodaja pripovedi še več veličastnosti. Film ima tudi zanimivega slikovca Scara, ki je hkrati karizmatičen kot tudi patetično neumen. Gre za lik hudobneža, ki mu pretirane ambicije in pohlep zameglijo razum in posledično vodijo v osebni propad. Lahko bi rekli, da je od vseh Disneyjevih hudobcev Scar najbolj človeški, saj ga bolj kot sposobnost manipuliranja živalmi okoli sebe vodi gola sreča. Levji kralj je tako po tehnični kot vsebinski plati Disneyjev najbolj veličasten, ambiciozen in barvit film, ki je upravičeno postal animirana klasika. Anything we can do? Not unless you can change the past. You know, kid, in times like this, my buddy Timon here says you gotta put your behind in your past. No. I mean... Amateur, lie down before you hurt yourself. You gotta put your past behind you. Yeah. Looks like the winds are changing. Change is good. Yeah, but it's not easy. I know what I have to do, but going back, I'll have to face my past. I've been running from it for so long. Ow!
Wow! Jeez, what was that for? It doesn't matter. It's in the past. Yeah, but it still hurts. Oh, yes, the past can hurt. But the way I see it, you can either run from it or learn from it. Živijo, moje ime je Vid in na pobudo kolega Mateja sem se odločil posneti en kratek videokomentar na temo trenutno zelo vročih igranih, v narekovajih, remakeov Disneyjevega studija. Kot veste, studio Disney je v zadnjih letih izdal že nekaj igranih remakeov njegovih teh animiranih klasik, kot so Aladin, Dumbo, Pepelka, Knjiga v džungli in Lepotica in zver. Sedaj bomo pa dobili še Levjega kralja. In čisto na kratko, da povem, kakšno je moje mnenje o teh remakih. Jaz sem do teh remakov izredno kritičen. Disney s takšnimi potezami izkazuje zgolj svojo kreativno lenobo in neobvladljiv apetit po hitrem zaslužku. Dejansko poante remakeov naj bi bilo v tem, da ti že neki obstoječi zgodbi dodaš nekaj izvirnega, nekaj svojega, nekaj unikatnega. Kot recimo lansko leto je bila to Suspiria, remake Suspirije, do katerega sem bil sprva zelo kritičen, ampak ko sem pa dejansko videl, da je film že obstoječo zgodbo predstavil na samo svoj unikaten način, sem seveda bil precej bolj navdušen. Ali pa letos se je recimo to zgodilo, tako pogojno rečeno, z Mačjim pokopališčem. Mačje pokopališče se mi zdi, da je imel film, remake, je imel malce drugačno zgodbo od recimo zgodbe v knjigi od Stephena Kinga. In to je nekako, saj jaz dojemam kot poanta remakeov. Problem je pa, da Disney ne dela remakeov, oziroma dela remake, ampak tem remakeom se reče, v Ameriki tem pravijo shot by shot remake. To je pomeni predelava filma, ampak ta film je predelan tako, da je popolnoma gre po istem kopitu kot original. Se pravi, nobenih odstopanj od same zgodbe, nobenih odstopanj od karakterizacije likov ali pa česa podobnega. In tukaj se pa sprašujemo, kaj je poanta teh remakeov, razen pač finančen zaslužek na račun nostalgije. Ker to je dejansko edino, kar te remake dosežejo. Ljudi zvabijo v kina na račun, a se spomnite, kako vam je bil všeč Levji kralj, a bi ga še enkrat pogledati. In folk ga bo šel še enkrat gledati. In zdaj prihajamo do tistega žalostnega epiloga. In sicer Disney ni kriv za to obstoječe stanje, da zdaj živimo v tem svetu nekih remakeov, predelav, pa rebootov, pa spin-offov, pa to. Disney ni kriv. Disney je pač pred par leti probal in ko so te filmi začeli, te remake so zaslužili veliko denarja, recimo Lepotica in zver je zaslužila, mislim, da 1,5 milijarde, Aladin je recimo tudi zaslužil zdaj skoraj 1 milijardo po celem svetu. Disney je rekel, če ljudje hočejo videti ene in iste zgodbe, jim pa to dajmo. Tako da dejansko smo krivi mi, občinstvo. In kar je pa najbolj ironično, je pa to, da se ravno mi občinstvo, da mi se najbolj pritožujemo nad tem, da je danes v filmih vse neoriginalen, neizviren, da živimo v dobi teh remakeov, pa to, da imamo že poln kufr teh nadaljevanj, nekih franšiz in podobnega. Greš pa pogledat, greš pogledat na recimo na kako spletno stran in pogledaš, kjer so finančno najbolj uspešni filmi, remake, predelave, spin-offi, nadaljevanja in podobno. Od recimo na lestvici prvih 10 filmov, jih boste 7 ali 8 našli takšnih, ki so ali remake, predelave ali pa kaj podobnega. Tako da Disneya ni, nekoliko ga seveda krivim, ker se mi zdi, da Disney ima dosti denarja, da mu ni treba še po domače povedano podelati se na lastno zapuščino s temi groznimi remake. Ampak pač Disney pravi, če vi hočete stalno gledati ene in iste zgodbe, v redu. In še ena stvar, pol ne boste presenečeni čez par let, ko bojo recimo naredili predelave Aladina. Ker tudi to se lahko zgodi v roku 10 let.
si upam staviti, da v roku 10 let bomo dobili en remake že teh obstoječih remakeov. Zakaj? Ker očitno vsi vi hočete videti ene in iste filme znova in znova.